Ja, moram reči, da je Parkinsonova bolezen, kot vemo, hitro napredujoča, kronična, nevrodegenerativna bolezen, ki pušča polno sledi, tako na psihičnem kot tudi fizičnem stanju telesa. In moram reči, ugotoviti, da je moje spoznanje bilo tako, da sem imel tremor. Na ta način sem se prvič seznanil s to boleznijo. Zato predlagam vsem, ki imajo motnje vonja, motnje okusa, nimajo okusa, imajo tremor ali pa druge podobne znake, da poiščejo zdravniško strokovno pomoč in dobijo diagnosticirano, če pride do tega, tudi bolezensko stanje. Potem je zelo pomembno, da je to odkrito čim prej. Zlasti zato, ker je pomembno čim prej dobiti neko farmakološko podporo, zdravila, da omejimo to napredovanje bolezni. Potem je pomembno, poleg zdravstvene podpore, je pomembna tudi družinska podpora, da so v družini seznanjeni z potekom bolezni, da nudijo ustrezen suport, kar se je pri meni to dogajalo. Z ženo sva v bistvu si dejala, da je pomembno, da midva obvladujemo bolezen in ne bolezen naju dveh. In to nama nekako po 8 letih še vedno relativno dobro uspeva. In kako se počutite zdaj? V bistvu, če pogledate nazaj, ali kaj pogrešate profesionalne izzive na vseh ravneh, ali ste se zdaj preusmerili v povsem novo smer v življenju, se posvetili sebi in svojim najbližjim? Ja, za parkinsonizem je pomembno, da človek poleg zdravstvene podpore, družinske podpore, ki jo ima, da v bistvu resetira tudi samega sebe, da naredi neko preobrazbo. Jaz sem bil v preteklosti precej aktiven v mednarodnem okolju, veliko predaval, veliko delal na projektih, gradil slovensko ocenjevalsko stroko, bil menedžer v podjetjih, v razvojnih oddelkih. Ko je prišlo do bolezenskega stanja, sem opustil predavanje, sem opustil mednarodne projekte, zmanjšal bistveno obseg dela in se posvetil svojim hobijem, ki sem jih doživljal kot študent strojne fakultete. In sicer takrat, v tistem času, sem se srečeval s poezijo, igral inštrument, veliko fotografiral. In to sem zdaj priklical nazaj v svoj delovni dan, tako da ponovno veliko igram klarinet, veliko fotografiram. Imel sem kar precej fotografskih samostojnih razstav, izdal sem 3 pesniške zbirke in pa v zadnjem času pogosto tudi sedem za platno, za stojalo slikarsko in delam akrilna platno. In to me v bistvu nekako relaksira, da lažje premagujem in tudi dejansko fizično bolje premagujem stanje. Torej ste se vi skupaj s soprogo odločili, da boste nekako obrnili običajni potek bolezni, rekli, da boste vi obvladovali bolezen in ne bolezen vas oziroma vaju. Ja, to sva kar precej se o tem pogovarjala in ukvarjala s to mislijo, pa nama je tudi nekako uspelo. Zdaj ugotavljam, da že skoraj 3 leta nisem povečeval nekih zdravil, nekih doz. Bolj mirno živim vsak dan in tudi kontakt z družino, z ženo je bolj popoln, kot je bil v času moje aktivne službe, ko sem še opravljal številne funkcije, kjer me več dni ni bilo doma ali pa sem cel dan preživel za pisalno mizo ali pa za projekti. Ste pa tudi aktiven član društva Trepetlika. Na kakšen način pomagate društvu, kako sodelujete oziroma svetujete tudi ostalim, ki se srečajo s to boleznijo, morda tudi njihovim družinskim članom? Ja, društvo Trepetlika je bil en poseben prelom v mojem življenju. Ko sem se spoznal z društvom, sem dobil prve informacije o tej bolezni in pa ravnanjih. Številna predavanja, ki jih je imel dr. Pirtušek, pa potem dr. Flisar in drugi, so pomembno vplivala na moje razmišljanje o tej bolezni. In Trepetlika si še dan danes prizadeva čim bolj osveščati ljudi in svojce
partnerje, pravi skrbnike. In v zadnjem času se je društvo Trepetlika odločilo, da bo pripravilo program za rehabilitacijo Parkinsonovih bolnikov. In tu sem prevzel neko vodilno vlogo, da pripravim ta program. Skupaj s strokovnjaki z nevrološkega področja smo pripravili gradivo za Ministrstvo za zdravje, za zdravstveni svet, kjer v bistvu predlagamo uvedbo programa rehabilitacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo in pa ekstrapiramidnimi boleznimi. Moram pa žal ugotoviti, da s številno menjavo ministerskih funkcij se menja tudi zdravstveni svet in naša vloga se obravnava že 4 leta, pa še ni v bistvu dokončana. Ob tem bi poudaril, da smo v tej študiji zajeli vsa strokovna spoznanja, tako v strokovne javnosti, kot tudi izkušenj iz Evrope in v bistvu pripravili tudi feasibility študijo, iz katere izhaja, da je neto učinek, neto sedanja vrednost učinka med stroški bolezni brez in z uvedbo rehabilitacijo 3,4 milijona na nivoju 2021-2025. V bistvu se zdi neverjetno, da ta vaša študija deli usodo številnih pomembnih dokumentov, ki bi lahko bistveno prispevali k izboljšanju ne samo delovanja na področju zdravstva, ampak predvsem učinkov tega delovanja, torej tega, kar občutijo pacienti, pomoči, ki bi je dobili. Zato si lahko res želimo, da se ti postopki nekako pospešijo. Pa imate morda že kakšen stik z zdajšnjo ekipo na ministrstvu? Se karkoli dogaja s tem dokumentom v tem trenutku? Moram reči, da smo izpolnili vse pogoje, ki so bili naknadno zahtevani strani te strokovnega tima. In ravno v januarju smo naredili refresh te študije in jo poslali tudi v obravnavo na Ministrstvo za zdravje oziroma zdravstveni svet. In upam, da bo sedaj učinkovitost tega zdravstvenega sveta bistveno večja, kot je bila učinkovitost prejšnjih zdravstvenih svetov in prejšnje politike. Morda bi vas vprašala še to, kako pa je sicer v tem trenutku z rehabilitacijo za bolnike s Parkinsonovo boleznijo? Kako se odvijajo ti postopki? So tudi tu problem kadrovske zasedbe, manko kadra, čakalne dobe in tako naprej? Če lahko ugotavljam, pred 2-3 leti so bile čakalne dobe tudi 2 leti in več. Po informacijah, s katerimi razpolagam, so čakalne dobe za kontrolne preglede sedaj 9 mesecev do leta pa pol, kar pomeni znižanje in boljšo podporo Parkinsonikom. Do sedaj je področje rehabilitacije urejeno nesistematično. Eni bolniki dosežejo rehabilitacijski program s pomočjo osebnega zdravnika in pa vlog, eni na to teh možnosti nimajo. Tako da je odvisno od samega volje osebnega zdravnika, ali pacient s Parkinsonovo boleznijo gre na rehabilitacijo ali ne. To je eno. Drugo pa, društvo Trepetlika izvaja vsakoletno programe usposabljanja, kjer v bistvu gre za bolj edukativno podajanje snovi, ne tako fizičnega preverjanja stanja bolnikov. Tako da tudi ta program je relativno dober, uspešen, ampak ne gre za fizično obliko rehabilitiranja. Morda bi se navezala še na trenutno aktualno stanje, v katerem pravzaprav živimo že dobro leto dni. To je soočanje z epidemijo COVID. Kako gledate na to težavo, ki pušča v celotni družbi zelo močan odtis? Kako se sami ščitite pred morebitno okužbo in posledicami? Ja, človek si mora odgovoriti na vprašanje, kaj hoče, ne? Če si na to vprašanje ne odgovori, potem hodi naokrog, ni v balončku in lahko stakne virus kjerkoli na vsakem koraku. Moj pogled je ta, da je potrebno, da bolniki s Parkinsonovo boleznijo čim bolj delujejo v svojem okviru, se malo družijo, skrbijo za svoj način življenja. Je pa dejstvo, da lahko ta bolezen doleti
tako človeka s Parkinsonom, brez Parkinsonove bolezni. Čeprav je moje mnenje, po informacijah, ki jih imam, je bolezensko stanje, ki ga prenaša bolnik s Parkinsonom, bistveno težje obvladljiv, kot če nima Parkinsonove bolezni. Morda samo še eno vprašanje. Pravzaprav vsak človek, ki se sreča s težko, hudo boleznijo, reče, da mu je ta pomembno spremenila pogled na življenje, mu morda dala najmanj toliko, kot mu je tudi vzela. Kako vi gledate na to? Ja, kot sem dejal, nekako sem po horoskopu sem riba. Na eni strani plavam v stroki, na drugi strani v umetnosti. In v tem zadnjem obdobju se bolj posvečam tem duhovnemu izražanju kot strokovnemu, čeprav tudi strokovno delo nisem pustil na mar, ampak zame je zelo pomembno fotografija, poezija, kot sem dejal, in igranje inštrumenta.